Ja, tako čas je, da zakorakamo v drugi današnji oddaji. Rekel sem danes, za dve skupini gostimo. Druga skupina je že z mano v studiu, spod ste verjetno videli. Skupina iz Ptuja, Blasius, lepo pozdravljeni, fantje. Blas, Andi, Jernej. Tako skupina pa je 5-članska, če se ne motim. 4-članska. En član nas manjka, ne? Žal, prostor je omejen, ne? Blaž, mi se že poznama, si že bil večkrat naš oddaji kot solist, tokrat si prepeljal kar celo skupino zraven, ne? Odločil si se za skupino Blasius, se tako prebere, ne? Ja. Kar iz prve roke, zakaj? Zakaj ime takšno? Zakaj skupina? Skupina? Ti je dolg čas sam na odru. Zakaj več ne soliraš, ne? No, sicer ja, na nek način še vedno soliram, ampak ja, ne, v skupini je toliko lepše, ne, se vemo, v dvoje je lepše, v troje je lepše, če smo pa štirje, pa je še boljše. Z nami sta Sandi pa ne iz skupine, Jernej je čišči snov, Sandi je malo manj nov, ne? Od samega začetka verjetno, ne? Že od samega začetka. Kako je prišlo do sodelovanja z Blažem, te poklico, se kar zmenila? Ja, zdaj v bistvu me je Dominik, ki danes manjka. Z Dominikom sva se že prej poznala, tako da Dominik me je poklical pa vprašal, če bi sodeloval pri tej zadevi, ki sta jo nekako zasnovala Dominik in Blaž. In potem smo se dobili, predebatirali, kaj bi se sploh delalo, kaj bi stvar izgledala in smo se odločili, da začnemo sodelovati. Jernej, ti si poskočil, ko je en bobnar mogel oditi, ne? Tako je. Kako se počutiš v njegovi vlogi? Ja, pubeci so me dobro sprejeli, tako da mislim, da bomo še nadaljno ustvarjali naprej. Kako si pa ti prišel v skupino? Preko audicije sem videl na Facebooku, pol pa sem se zainteresiral za to, sem poslal sporočilo, prišel na audicijo pa odigral. Fantje so me sprejeli, tako da. Si skupino že prepoznal ali je to bilo nekaj novega, si kdaj že v kakšni skupini? Sem že imel skupine, v bistvu še imam eno, nekaj preveč resnega, ampak nisem prej poznal skupine, tako da sem na novo tu. Blaža si pa verjetno poznal, ne? Ja, Blaža sem poznal. Kako si pa ti zadovoljen z Jernejem, se je vklopil dobro v vaš band? Ja, v bistvu fejs dobro, no. Videli smo, da smo zelo smo si enaki, no, glede okusa, no, pa glede tega, no, glede stila, no, mogoče tako bi lahko rekel. Tako da ja, v tretje gre rado ali nekaj, to je naš tretji bobnar. Tretji že? Ja. Z bobnarji ni sreče? Ravno v tem je fora, ne, vsak naslednji je v bistvu bil bolj primeren, ne. Teda Jernej pa je zdaj res, mislim, lahko povem, no, da smo bili tako zadovoljni z njim, da nismo imeli sploh nobenega drugega na audiciji. Tako je audicija za enega? Dobesedno, ja. Ampak on tega ni vedel, ne? Ne, takrat še ne. Ti si bil pa verjetno trema, verjetno bo kandidatov dosti, ne? To je ni bilo to, ne? Malo, že bo treme, verjetno. Ja, malo mora biti. Je pokazal, da že ima kar nekaj izkušenj in odšpilal zadevo res dobro. Verjetno imaš namenega študija v tujini? Ne. Si se kar odahnil, verjetno, ne? To je bilo verjetno prvo vprašanje, ne? Imaš namen študirati? Ja. Sicer mogoče v prihodnosti bomo videli. Malo razmišljam, seveda, no, ampak mislim, da ne bom zdaj. Zdaj eno leto še je z nami, ne? Bomo videli, kam ga pot odpelje. Upamo, da bo ostal, ampak ni. Kam vam je pa prejšnji bobnar, tujina, kam je šel? Ja, šel je študirati bobne, torej mislim, da klasična tolkala. Kam? Na Dunaj. Na Dunaj. Aha, na Dunaj. Tako da pa razdalja bila vseeno prevelika, da bi lahko sodelovali. Verjetno bi on še, če bi lahko, ne? Če bi lahko, seveda. Ampak. Okej, tudi vas bom vprašal, tako kot zdaj maltretiramo vse goste, kako je bilo vaše poletje, kam ste odšli, kam ste si privoščili, ste sploh kam odšli, ste sam delali. Zdaj takle povprečje je bilo doslej, da nobeni hodil na dopuste, vsi so sam delali. Res? To je zelo zanimivo, zdaj ne vem, mogoče vi, ko ste zelo mlada generacija, verjetno ste vsi kaj privoščili kaj, no, pa bi vsak mal, no čisto na kratko. No ja, zdaj jaz se pridružujem ostalim, jaz nisem bil na dopustu, tudi ne. Ne, pač jaz sem bolj počival, pa to, pa fajn sem imel take, ampak ni nekam na morje, pa to pa ne. Imeli smo nastop na Ptujski noči, tako da je band še koncertiral, no. To je bilo avgusta.
Ja. Tako da, ja, neka aktivnost je bila, no, nekaj glede, z moje strani. Ja. Ja, jaz pa se ne pridružujem Končno mojim je, predhodnikom, tako da ne, jaz sem pa imel dovolj vsega, tako da sem mogel iti na dopust. Kam si se odpravil? Na Pelješac. Pelišac? Ja, tudi rad windsurfam, tako da sem windsurfal tam. Izkoristil malo veter. Izkoristil veter, tako da pa se tudi spočil. Ne. Da boš potem bolj poln energije, ne? Ja, da sem zdaj bolj poln energije in novim dogodivščinam naproti. Ne. Tudi jaz sem šel na dopust, za razliko od Blaža pa ostali. Jaz pa sem šel na slovensko obalo, Piran, na morje. Imeli smo tudi par špilov z drugim bendom. En izmed njih je bil v Bosni, Tuzla, so nas gostili. Če ne pa, to je bilo to. Ja. Zdaj, pozabil sem, kdaj je bil pa prav tisti uradni začetek skupine, kdaj se vse skupaj začelo? To imam še jaz, da je težave, ne? Jaz bi rekel november 2017. Ne. Ja, mislim, da smo tako rekli. Ja, Nekaj je treba določiti, ne? Takrat smo se sestali, 4 člani prvotni in se dobili, pa začeli vaditi. No, tako bomo rekli, tako da lahko to za začetek štejemo. Kdaj pa prišlo pa ime skupine? Malo zatem, ne, 2 meseca zatem. Mislim, prej smo imeli naslov tega EP-a. Ja, novo V obdobje. bistvu preden smo sploh skupino poimenovali. Ne, tak, Ja, prej smo imeli naslov EP-a v bistvu, ne? To je bila ideja, ja. Ime pa je prišlo. Pa pač smo razmišljali, pa ni prišla prava ideja. Ne, tako da. Potem pa se je šef odločil, da bo vse. Če nima noben boljšega predloga, se bomo pa po meni imenovali. Upirali se niste? Ne. Demokratično. Vse je bilo, mislim, da je bilo vsem všeč. Ja, vse je bilo všeč. Jernejo najbolj, če ni bilo. Je že sprejel, tako je bilo, ne? Ja, vsem je nekako bilo všeč. Preden gremo zdaj na oglase, bi še rad poudaril tudi, da na nastopih poleg svojih komadov še tudi rock priredbe igrate, ne? Teh je kar dosti, ne? Koliko jih imate na repertoarju? Ja, v bistvu 3/4 komadov je coverjev, ja. Lastnih pa 5, ne? Ja, zaenkrat, ja. 5 avzij, okej. Zdaj malo si bomo prožili pauze, nagovorili smo se. Po oglasih pa si bomo pogledali še videospot in pa še kako rekli. Ja, tako, fantje iz skupine Blasio so še vedno z nami. Mogoče za nadaljevanje bi začeli malo z spotom, ki smo ga že videli, Manjkaš mi, ne, decembrski, še malo starejši spot. Vse jasno, ne, tak miren komad, Ja. decembrski. Ja, poskušali smo nekako, ja, pač vedno je fajn, da se video pa audio nekako, ne, da se skladata, ne. Z letnim časom. Ja, tudi lahko, no ja, zato to nekako ni bilo načrtovano, to je pač, ja, bil taki čas, tako da ja. Je komad avtobiografski? Ja, ja, ta pa je, moram prav razmisliti malo, komadi so naši čisti iz različnih svetov prišli, tako da, ampak ta pa je, ja, ta pa je. Kaj se je tu zgodilo? Ja, nič, dekle je odšlo, ne, to je to, ja. In potem pesem, ne v spomin. Ja, točno tak. Komentar je bil kak? Od nje? Ja. Že takrat, ko je bila skladba še v demo fazi leta 2013, je to bilo, se je zdelo zelo lepo, ja. Aha. In si čakal potem 6 let, da... Čakal sem, ja, na pravo verzijo, da sem lahko našel glasbenike, ki so to pravilno zaigrali, prav zapakirali, no. En taki vibe skladbe sem iskal, ki ga sam nisem mogel doseči. In potem je band to naredil tako, kot se je meni zdelo fajn. Kako se pa vam zdi ta komad? Nežen, romantičen, rockovski? Meni je super, ne? Aha. Ja. Imate tudi sama kako tako izkušnjo, se vidite v tem komadu? Ne? Sreča. Sreča. Pri tem verjetno ni tako. Na samo tematiko, besedilo, verjetno to vprašanje leti. Ne?
Pa kaj pa vem, vse tekom življenja, marsikaj daš skozi, ne, tako da, ampak zdaj, da bi se točno v tem našel, mogoče ne točno tak, ne, mogoče v kaki malo drugače zapakirani verziji, ne, ampak vseeno pa sej Blaž je nam predstavil ta osnutek, ne, tako da po smo vseeno vsak malo svojega dal not v ta komad, tako da je nastala pol ta celota, ki smo jo slišali, ne. Pa je, recimo, ne, zdaj konkretno pri tem komadu, recimo, da bi bilo, recimo, da bi se videlo noter, je to potem lažje zaigrati ali je v bistvu vseeno? Če ga bolj začutiš, da se mislim, vidiš noter. Da se neka glasbenik lahko vživi, zdaj, če ti nekdo predstavi neko tako besedilo, pa osnovno melodijo, pogledaš približno, za kaj se gre in se vživiš v tisto vlogo, pa poskušaš dodati v bistvu, kako ti dojameš, mogoče kot zunanji opazovalec, to besedilo ali pa melodijo. Pri tebi odgovor že vem, ne rabim spraševati. Pri pevcih je drugač. Videl sem, da ste bili na bitki bendov. Kako je to? Finale, verjetno? Polfinale? Ja, finale, so bile Aha, finale? potem pa ne, Vedno so bile finale, mislim, pri vseh tekmovanjih. Aha, vse finale. Kako je pol, kje je bilo to, kaj se dogajalo? Ste zmagali? Nismo zmagali. Bitka bendov, jaz že začnem pomešati, kdaj kaj je zašel rokom ali pa kaj. Na kar nekaj tekmovanjih smo bili, ja. Bitka bendov je bila v Ljubljani. Mislim, za mene odlična izkušnja, no, jaz sem že iz talentov navajen tekmovanj, pa mi je fajn, meni je fajn tekmovati, no. Bendov mogoče malo manj, ja, drugače pa nič, lepo smo se, dobro smo se odrezali, no, kvalitetno odigrali, spoznali glasbene prijatelje, bende druge, ne, to je vedno zelo fajn, ker potem se lahko povežemo, ne, pa mogoče kdaj kakšen koncert v prihodnosti skupaj odigramo, tako da odlična izkušnja, no. Obeta se kmalu EMA. EMA, Je že kaj? To bi zdaj mogli biti skrivnostni, pa povedati, če smo, če nismo. Ne, na EMO nismo prijavljeni. Ampak vas mogoče v prihodnosti vas interesira, bi probali narediti komad? Ja. Eni pravijo, da moraš komad začutiti, da je za na EMO. Zdaj ne vem, če to, da ga moraš čutiti. Veliko komadov iz EMA je ponavadi od drugih avtorjev, ja, tako da mogoče, da ga začutiš tako kot sta Zala pa Gašper, ki sta avtorja, mogoče res to vžge. Zdaj fora v tem, da rockerski izvajalci oziroma avtorji niso nikoli bili fejst, kako bi rekel, niso bili fejst v ospredju. Ja, vseeno je pop glasba bolj v ospredju, mi pa to glih nismo, tako da vprašanje, če bi se želeli tega iti. Ok, šef je povedal. Še lahko ostala, da kaj poveta. Bi rada na EMO šla. Ni neke pretirane želje, trenutno. Za konec, če čas nas preganja, že mahajo. Skupaj v noč bomo še pogledali za na konec. Ta komad je zelo nov. Spet gre za neko tako mirno tematiko, ne? To ne vem. Kar za žiganski komad? Ne vem, no. Kak ga vsak začuti? Ja, avtobiografski ni, ne? Ja, malo tudi je, no. Besedilo sem jaz napisal in je v bistvu sestavljeno iz večjih koščkov besedil. Tako da v bistvu je od večjih deklet izvzeto. Refren je mogoče bil eni drugi posvečen kot Kitica. Se pravi, da marsikera se bo tu najdla, ne? Ja, vprašanje, no, se smo kar dobro zapakirali, ne smemo preveč očitni, ne. Kako se je komad prijel po domač, se kaj vrti, se zadovoljni z odzivom, recimo na YouTubu in tako naprej? Zdaj, kar se tiče odziva, je v bistvu v živo bil še najboljše sprejet. Ne vem, če je dovolj časa že na spletu, da bi lahko rekli, kak je s tem, sicer ogleda nekaj ima, mislim, da smo pred kratkim prešli 1000 ogledov, kar je kar dobro, za pač ta organski doseg, ki smo ga imeli, ker nismo sponzorirali recimo objave. Drugače pa v živo vem, da je veliko ljudem bil komad všeč, pa vedno ga zaigramo na koncu, ker je naš avtorski in najbolj zažigalski. Aha, ta bo še za na konc, ne? Ja. Plani za naslednjo leto? Ja. Na grobo, sej. Čim več avtorskih skladb ustvarjati, to je nekako bistvo tega benda. Še vedno pa probati čim več koncertirati. Postavili smo si cilj pred kratkim imeti vsaj en koncert na mesec. Zdaj seveda, ko smo iskali novega bobnara, to ni bilo mogoče, ampak zdaj pa smo že v tem času, zdaj smo že pripravljeni in bomo probali čim bolj to realizirati. Super.
Mislim, da smo bili kar izčrpni, da smo povedali tisto, kar smo hoteli. Hvala, da ste vsi trije prišli na studio, da se vidimo spet ob naslednji priložnosti, ko bo kaj novega. Ne? Kaj bo verjetno kmalu, neka obveza za naprej. Ne? Sedaj za konec pa bomo pogledali ta video spot. Jaz bi se vam zahvalil, da ste prišli in pa da rokovsko napovete tole, ta spot, pa da ga si gremo pogledati. Izvolite. Kdo bo začel? Kaj bomo rekli? Ja, nič, ne začne, ne? Ja, vsi lepo vabljeni na naše naslednje koncerte. Kaj bomo imeli kaj bližine? Za spot, da kolega malo več povedala. Tako, spoštovani gledalci in gledalke, sedaj boste slišali naš najnovejši video spot z naslovom Skupaj v noč. Nasvidenje.